Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 106. epizoda Apparatusa, o kateri sem govoril z Jožetom Rbežnikom, ki sliši tudi na ime Joco Hud, je videoproducent in na RTV-ju trenutno tudi vodi oddajo Vikend paket z Bernardo Žaran. V tej oddaji so bila jaz in Pižama tudi gosta, no ne gosta, bila sva tam del omizja, ki pač komentira zadeve. Sicer pa so se veliko pogovarjala o late night showih v Ameriki, kako delati videote in pa tudi med drugim, kako je nastal najbrž moj najljubši video na YouTubeu letos. To je Jožetov vlog številka 2, ki ga je naredil z Godlerjem. Tako da naprej začnemo. Še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus. Res ne bi prišel dokle, kjer sem brez te podpore. Tako vsakič, ko pride od PayPala mail, sem bolj vesel, kot prejšnjič. Tako da še enkrat ful hvala. Oni, ki bi pa radi to naredili, greste lahko pa na apparatus.si/podpri. Tako da iber hvala, če boste to naredili. Zdaj pa Jože. Okay. Prvo, ni klape. Okay. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Kdo sem? Jože Rbežnik, a.k.a. Joco Hud. Okay. A si krip ali si blad? Kje je plami, mogoče ljubša. Ti zdaj povej, kva je. Mislim, da bladi so rdeči. Najbrž, logično bi bilo. Kjera belca. Okay. Sem, recimo, da se imam predvsem za video ustvarjalca in zabavljača. Okay. Recimo, da je zabavljač je ta nova vloga ali pa ta občasna vloga, ki zdaj recimo, da mogoče gre malo bolj v smer, da bo stalna, spravo nek ta voditelj, sovoditelj. Sem dobro, zanimivo je, kaj si rekel zabavljač. Zakaj zabavljač? Ker lahko bi rekel voditelj, ne? Ali ne? Ker ti si širši pojem, ne? Zabavljač. Ja, ker recimo, da je ta nek voditelj, zdaj pa je MC, nek tak, veš, master of ceremony, ki samo pove, zdaj prije naslednji, to, da to bi skoraj rekel, da je lahko kdo boljši, recimo, da se zelo, da jaz vem, mislim, sem si zdaj že priznal, da se trudim nasmejati ljudi, ne. Aha, okay. Ne bi si upal reči komika, ne, ker nikoli nisem tako zelo delal delal sem neke skeče pa te stvari, ampak zdi se mi, da je komik že tako, da ima že neki zapasom, ne, da si že neki tako konkretno reči. Zabavljač je pa vse nun, ki hoče nasmejati. Ne. In let's face it, ne, na Slovenija ima talent in zdaj so me vzeli za to, ker vmes pa kakšno prbijam ali tako. Ja. Je moj namen tudi to in tudi ne vem, recimo, da se niti ne moram reči, da se zdaj trudim v lifeu, da nasmejati, kako bi zdaj nekoga nasmejali, ampak vsem je pa zame to, jaz dojemam, da takrat dobim točko, vsem, koga nasmejam. Tako je nekaj, zato zabavljača. Ne. No, ampak dobro, to sem prvo hotel video, pa šla polno video, se lahko prvo o tem pogovarja, ker me to zanima. V bistvu, ker sem bil jaz pa Pižama, ker sva bila pač v Vikend paketu, takrat, ko smo se vmes pogovarjali, sem ene par stvari rekel, ker smo me pol tako malo zanimali. Takrat si dal tako feeling, da se nekako badaš, zdaj rekel, z različnimi, ne liki, ampak veš, tudi zabavljačev je več vrst. Oziroma teh voditeljev, takih, ki bi ti, zdaj si to jaz predstavljam, da vem, upaš biti, da, veš, to mene par angleških knjig vmes omenil, pa da si biografije bral od koga. Ja, valjda. Se to, ok, ampak dej pri voditeljih, kdo je zate, ker se moramo na tujino nasloviti, pa gre pa lahko na Slovenijo, kjer bo Jonas omenil na eni točki, ampak, veš, v tujini, kjer je zate bil to, kar nam rekel, da ti hočeš biti, ampak veš, da hočeš biti v tej špuri, no? Ja, lahko sam povem, da te nam kakšno kako zadrego. Meni gre na jedra ta vzor ali pa beseda, veš, ampak je ta, se mi zdi, da nek melje smo mi, saj naša generacija, ki smo videli že neke Amerike pa Anglije, pa mogoče Francozov, če znaš, smo se lahko naupili tega folka, veš, teh ljudi, ki so dejansko vodili, In tukaj noter je ene par teh stezic, po katerih lahko greš, to me bolj zanima, veš. Ja. Kaj je te bliz? Kaj je meni bliz? Meni je definitivno, mi je Hud mi je felona,
Jimmy Fallon je pač hud. Pismo, se pravi, zanj sem nekaj prebral, pa ne vem, kdo je to rekel, pozabil sem citat, ki mojem zanga bi lahko celo držal, pa ni njegov, je nekje drugje bilo. V glavnem je bilo, da je televizija, bistvo televizije je iskrenost. Ja. In ker se ti enkrat naučiš res dobro fejkati iskrenost, si pa ti voditelj, veš. Dobro, sem Fallon je res tak. On zgleda, da mu je noro. Ja. Meni ni ratal zdaj prideti kaj noter, ker je bilo v minuti. Jaz sem bil takoj noter v unmu sistemu, da bi šel gledat ga, ne. Ampak čez eno minuto sem dobil zdaj si v sistemu, najprej sem dobil zdaj si v sistemu, čez eno minuto je bilo razprodanje. Za cel mesec, ne. Kolega je iz Amerike to naredil, najprej gleda tudi malo glede na IP, je pa dubu. So bili zdaj, pa rekel so vsi, da je nora faca, da je 10 minut tam z njimi bil najprej tako. In da je nora. No, on mi je hud, pa mi je Kimmel hud, a ne, Seth Meyers se mi zdi, se je zdaj naredil. Od začetka mi ni bil kul. Zdaj mi ima biti najboljše pogovore. Aha, tako, ko pač se... Ker sta dve stvari, eno je monolog, eno je pa pogovor. Je pa ta druga pol ure. Ja, je pogovor pa te joki. Meni je Fallon zato kul, ker ima dobre te malo razbije stvari. Mislim, da se relativno slabo pogovarja. Mislim, da ni dober... Ja, razen tam, ki je skeč, ugrajen noter. Ja, seveda, ne, on je nor tako. Za igrice je genialc. Pogovor se mi zdi, da je Myers zdaj zelo hud. Glih zaradi tega, mogoče, ki je štartov, je bil najbolj tako brezvezen, pa mogoče pride folk z najmanj neke distance, da jih bo... Ja, dobro, pa on je tudi tam Weekend Update delal, pa bil head writer na Saturday Night Live. Jaz mislim, da to za sabo... Mislim, on se je mogel na eni točki z dnevnimi dogodki obadati, ker se je Fallonu realno gleda, nikoli ne bilo treba. No, kakorkoli, v glavnem, zanj me je presenetil, mi je bil res dober, mislim, presenetil, zdaj tako govorim, da sem jaz. Joco je rekel. Ja, ne, fakt, da če pač se mi je zdel, wow, gledaš veliko, pa zdaj gledam, Corden, James Corden. Ja, ta angleški je zdaj... Fuck, je hud, pizda je hud, ne. Ja. V bistvu, prav cele vdaje nisem, ne vem, če sem eno gledal, ampak gledam pol, kar je na YouTubeu. Tist, ki ima recimo, ki ima not v avtu, ki jih fura dam. Pa pojejo. Fuck me. $1000, ja. Kako je genialno v bistvu postavljen koncept, pizda sem. To me je čisto razbija. Koncepta je v bistvu mal, ampak tist, kar je... Ne, je smart, stari, ker spusti uno folko vidiš, tako mu spusti njegova muska in oni so vsi tako, kva? Nehi. In kar pojejo zrak. A veš, kva? Ampak oni so navdušeni, kako je on hud, ki cover dela pred njimi. Ne, ta star, velik si upa. Jaz sem videl z Bieberjem, no, drugega nisem videl. Ja, pa je hud. Hud je, ja, to je res. Pa je hud, mene gre na živce, da Bieberja zdaj bomo povsimo pa srali po njemu. On ga je z respektom, ne, sprejel. Stari, najlažje zdaj srati po Bieberju. Kaj fuck off, pizda. Najhujši je, milej mulci je pa, ne vem, kot nič je štartov, stari, pa je zdaj največji. Ja, bil je star 6 mesecev, pa je pa že pel. Ja, pizda. Ja, to mi je hud. Tudi Kimmla sem gledal, nikoli pa nisem zares Lenota gledal. A škaj fora pri Lenotu, ne? Meni je bil on vrhunski, ker je bil na CNBC-u, ki sem bil jaz mulc, ne? To je CNBC, je ta finančni kanal. Ja. Pa so čez vikend mogli nehati o delnicah govoriti, ker se ne želi. In so dali tako Lenota. Takrat se mi je zdel najjači ever. In se mi je takrat Conan zdel beden, zdaj pa glih kontra, jaz sem pa Tim Kaukal. Viš, Conan mi je antipatičen, pa ne vem, pa kar ga ne. Res, okay. Ja, pač tako je, stari. Jaz tudi vem, v Slovencih mi je kdo, jaz vem, da je hud, ampak mi enostavno gre na kurac. Ne moreš, se ne da iti čez. Ja, težko. Okay. No, gledam, pa rečem, objektivno je to hudo, ampak me greš z dnevno živce. Tako, no. Ok, pa jaz sem drugač bil na Lettermanu, ne? Jaz sem bil noter, prav, Ed Sullivan Theater, čisto nesreč. Ja, hudo. Ampak, ker njega imajo pa vsi te, ne, za unega človeka. Ne? Ja, večina ga ima za pač edinega pravega naslednjega Carsona. Ja. Lettermana, ja. Ki je tudi bil po Carsonovo, je bil. Ne? Ja, Carson je njega zbral. Ne? Ja, mislim, sej Carson je imel ta late night show, je bil njegov, je bil od Lettermana. Se po mojem zdaj pa Erc bil užaljen, ker ni dobil... Ne, je pa je rekel, da ne. Ne bo, ja. Ja, no, to mora reči, ne. Okay, to je res. Zdaj sem bral tudi o tem, kako je Fallon bil smart, počakal. Kako je on to v easy pelot. Star, to je fucking politika, ne. To je nora politika, ne. Se so to obstaja tisti genijalen TV movie, ne. To si gledal.
Late Watch ali nekaj tajnega, ki je prav TV film o tem, kako je Leno izrinil Lettermana za Tonight Show. Aha, ne vem. Tonight Show je inštitucija. Ja. Late Show je še zdaj z Lettermanom, ki ga je furil teh 25 let, 30, ratu res, tako da zdaj, ki ga bo pa Colbert prevzel, je pa tako, ti boš pa Late Show prevzel. Drugače je bil Tonight Show edina stvar, ki obstaja, zaradi Carsona. Ja, ampak se pol kasneje je ta, Letterman je pol nisu Lenota po gledanosti. Ja, ampak sam vmes tam ni. Ja, eno obdobje pa je pa bilo neki spet. Ja, ampak Leno je haro ratinge. Dejansko ni bilo take panike, veš. In cajta je kao bil. Ja, ampak to je zelo tako, zelo sporadičen. Leno je bil overall, je bil, zato so ga pol tudi kao nazaj vzeli še za unen let, ki so Cownana odjebali. No, ampak veš, zato sem te to hotel v bistvu vprašati, ker pa prej si že tako malo rekel, si Slovenijo omenil. Zdaj pa pazi, to je presežen, da se hočemo o tem pogovarjati, ampak zelo pazljivo moram to pelati. A veš, jaz drugačka, če ste Američane, pa Angleže malo, ker sam Anglež znam, veš, težko gledam, a bova temu rekla zabavna industrija, show business na kakršen koli način pol pri nas. In se mi zdi, da včasih, spravi, resmo, ko sem bila midva bolj mlada, v 90-ih, je bilo tega še zmeraj toliko malo pri nas, veš, toliko malo je bilo enih outletov, da se je premližen ve, oni trije so slavni, en ti je všeč, dva ti nista in to je bilo več ali manj to. Slovenci. Ja. A veš, zdaj ne. Je pa vsega. Ja, zdaj pa, no, ampak se mi zdi, da so pa, ali pa jaz pa tako projeciram, veš, da so se pa začele neke te, veš, da si vsak, pa bom zdaj rekel, od vas bom tebe zranštev, so si, tako zdaj si malo porazdelili te vloge. A veš, ko zdaj Godler zdaj fura, a veš, ta teden, recimo, a veš, ti si zdaj na nacionalki, pa si bolj ta late night show varianta, recimo, a veš, a nikoli nisi tako, res, jaz to non-stop, jaz to cel caj premišljaš, pa v tej točki grevamo reči, Jonas je Carson, recimo. Ja, Jonas je naš Carson. A veš, no to, veš, to jaz hočem, a veš, se mi zdi, da zdaj se je, veš, tako take stvari se dogajajo, ne vem, kaj je Sale, kaj je bil, kaj je imel v Glaju, če Furi Raus mono predstavo, ali se pol pojavil en lame sitcomu na komercialke. Ali te stvari so se začele dogajati, ki je v bistvu čista preslikava tega zahodnega pač sistema, ali pa bom kar rekel hollywoodskega, pa New York LA sistema. Ali ne. Ne res, to sem te iskren tebe hotel vprašati, ker vem, da sveš o Američanih, pa me zanima, a bi se dal to vsaj na nek način preslikati na Slovenijo. Ja, zdaj, ko si nisem nikoli tako razmišljal, ampak zdaj, ko si rekel, ja, viš, in še naprej grem. No, da ja, to je Jonas itak je tudi, Jonas je to meni zlago, da je Carson, pa Douglas, pa Letterman. Ja. In je v bistvu, in Letterman je Carson zbral, bi lahko rekel, da je Godler, je pol Lettermana, ne? A ja, ok. Po nivoju. Veš, ga je zbral, pa sta, ampak zdaj ti govoriš o drugem nivoju, kaj je kdo zbral. Tako, kot si rekel, veš, ko si rekel, pol ti tako je, recimo, prva situacija tepe Fallon, ki je Tonight Show, ki je NBC, ki je mogoče malo širši. Jaz vam drugače, mislim, jaz ti lahko povem, kaj jaz hočem biti. No daj, povej, sej to me zanima. Mislim, kaj hočem biti. Meni je format, se pravi format tegale, so se malo dotaknili, kar je zoperen, ko ima kratke hlače, pa prešvica. Zdaj da si bliže. Meni je format genijalen, genijalen. Se mi zdi primeren za naš plac, kjer je treba pač vse zelo poceni narediti. Se pravi, produkcijsko se mi zdi zelo preprost, je tale Bill Maher, kaj je zdaj, Real Time with Bill Maher. Se pravi, ta panel, pa kakšen pogovor, pa pol monolog, ampak že ta monolog je preveč za pri nas. Politike se meni nadajita, ker se mi zdi, jaz hitro ven padem in pa me začnem jaz ukvarjati s tem, to ni prav in ta jajca. In bi rad v lifeu zgradil si to distanco, da pač ne jebem zdaj, ko je kurat. Delaj tako, kot misliš, da je prav, ampak da boš pa čist cel cajt se sem drl čez to, ko oni delajo narobe, pa to je težko. Hkrati mi je pa noro cool, mi je Fallon, ki se zna narežati folku, ki se zna... On zgleda, da je vesel, da je zraven unga, ki zraven ja sedi. Tako, ne. Tega prej ni bilo tok, ne. Ja, čeprav Letterman tudi, se pravi... Odvisen, kdo pride. Ja, ampak načeloma je tako, da ko se oni pogovarjajo, mislim, recimo, da načeloma jaz verjamem, da ko se ti z nekom pogovarjaš,
če je v tej late night formi, se pravi, da je tam zato, da se malo pošalimo, povemo anekdoto in ne vem kak, takrat mora voditelj poskrbeti, da je unmu res the best. In klej noter jaz nekje vidim formo, se pravi, Real Time with Bill Maher ima ta panel show, je ameriška varianta panela, ki je zelo meni cool strukturiran, ki ima vsem voditelj večjo vlogo kot pri angleških, se mi zdi, panelih. Ja, to ti malo bolj je. Več na njemu stoji, kot ja, to je res. Ker tudi manj se mi zdi, da so oni pripravljeni, tudi tam drugače v glavnem, no, nekako se mi zdi vsem lažji pokopirati. Hkrati mi je pa to všeč, da se daje da je zmer gost tist, ki mora imeti placa, čeprav se pravim, no, tukaj, to je moj osnovni ta štart je bil to, da pač da mi je všeč ta Fallonov pristop, kako je vesel pa zadovoljen, ampak to je težko narediti. To sem pa poštekal, da je zelo zelo. Ampak sej, zato pa pol, da se trudiš imeti pač take goste, s katerimi ti je cool in se pogovarjati o takih stvarih, ki so ti cool. Jaz ne vem, kaj govoriš, ne razumem tega. Ne, kaj? Ne razumem tega koncepta, zato aparatus delam. Ne, se ne hecam. Ja. Ampak ja, ne, sem nekaj, da te vprašam še pol. Veš, tu, če bi imel panel, v Sloveniji, pa ti ga na en način imaš v vikendu. Jaz mislim, da je vikend paket, da je panel. Sej, ampak hočem tako reči, veš, a imaš feeling, da pol unika pridejo na panel, pa ker ni gost, a veš, a to folk, mi, ki smo prišli, a štekamo ta koncept, ali ne? Ne, se zdi, da štekate. Da je, mislim, ne res iskreno, veš, koliko se mi zdi, da tega prej v bistvu ni bilo. Ti si mi, veš, to ni polnočni klub. Veš, kje je to, veš, kje imaš podobno, mislim, na nek način imajo vsi reality šovi pri nas, imajo pol uno nedeljsko ali sobotno oddajo, je na ta način. Imaš pa neki komentatorji, oni jim pravijo komentatorji, ki pol so pač, ne vem, Irena Osipenko komentira, gostilno išče šefa. Pač nekaj manekenka, se vsem. Komentira, kako oni v kuhinji gorijo. Ti si pa komentiral, ne vem kva. Se živo. Ampak to je fora, da imaš ti različen folk o različnih stvarih komentira. Tako da to ni čist, se mi zdi, da ni toliko neznan princip na televiziji za gosta, da ne govori o nečem, kar on pozna. Ampak kao njega hoče slišati o nečemu, kar hoče ni. Kaj bi pa pol še preslikal na Slovenijo? Ta del me res zanima. Iskren, to si ti začel, tako da ne vem, kaj hočeš od mene dobiti. Pa ne, da hočemo tebe dobiti. Se mi zdi, da tako, da ti, sem rekel, če koga, veš, kad ti si nekako začel na netu, pa to so itak pol lotila. Tako, veš, pa zdaj nekako na TV-ju pršel, bil sem na TV-ju. Jaz sem začel na TV-ju in slabo si se pripravil. Kako na TV-ju? Jaz sem začel štafeta, kaj je že mladinska štafeta mladosti. Ja, ampak ti si bil impro. Kurac je bil impro. Jaz sem, sorry, kaj ti to kako se mi naroda, ampak v glavnem... Ti si impro. Ni. Jaz sem skeče tam, jaz sem si izboril na neki točki, da Irena Duša je bila takrat scenarist oziroma redaktor oziroma boje. Mi smo bili pa neki, pa smo te skeče tam improvizirali, pa smo kar na eni točki, Irena, to res slabo je, ta improvizacija, dajmo vsem zrežirati več. In pa na neki točki sem jaz tam prav skeče delal z različnimi, z Vidom Valičem, recimo, sva delali en cajta, pa še s parimi, smo delali, jaz sem dobil teren in smo naredili, začeli se pa tako, da sem delal ankete, pa sem neke nebuloze tam, ampak sem to in pa sem tudi voditelj tam, kjer sem imel vprašanja, tako da tiste je bil v bistvu moj. Jaz sem vedel, da je tako neki impro. Ne, pa jaz sem imel tam skeče, ki mi je še tako folk rekel, ki se je zapomnil, ker eni so bili the best na neki ene stvari. V bistvu tiste tudi razlog bil, da sem pa se kasneje odločil, da se mora biti, pa jaz bi vsem to delal. Sorry, zdaj sem nekam čisto odplaval, ko sem ti to hotel povedati, da sem zelo pripravil. Čak, Slovenija. A veš, če sem začela, da je Jonas Carson. Ja, sem Jonas, viš, noben nima pa stamine pri nas. A misliš, da nima tega, hočejo to delati, ali misliš, da je inštitucija, ki dajo... Ja, oboje mora biti, po mojem. Jaz mislim, da Jonas je zmer šel preden so ga... Jaz mislim, da je imel zmer dobre rejtinge,
On je zmer hotel nehati na vrhuncu. Ja. Na vrh piramide. Ja, na vrh piramide, en let kasneje se bo že sprašal, kako bi bil nekaj drugega. Po mojem, ne vem. Ne vem, zakaj je on, njemu je, veš, meni je v bistvu, meni je to ful razveselil, ker ste se vi pojavili, to bom že spet rekel, kaj ti bom lackal, tako da kimaj. A veš, da ker pač delate, vsaj sprobate delati na ta način. A veš, jaz to ful cenim, ker prej tega ni bilo, ali pa saj jaz nisem zaznal. Lahko da res, iskreno, lahko da jaz nisem zaznal, ampak ni bilo tebe, ni bilo Godlerja, recimo, A veš, tazga formata folka realno gledan ni bilo. Ja, ne vem, to je res nepredna situacija, ampak lej, bil je pri nas, ali pa sta zdaj tudi moče, marsikdo jih dojema kot Carsona, Bizovičar pa Zrneca, Lej, to je eno obdobje, ki sta imela vse, a veš. To je res. Ki sta imela vse in ki je Zrnec, drugi dotik. Zrnec je, pač on je meni, jaz bi, če bi tako na hitro rekel, jaz sem bil najprej zaljubljen v Jonasa, pa sem pa v srednji šoli spoznal Zrneca. Zrneca, ok. Tako je. To je res, mogoče, ampak škaj pa nima, recimo, zakaj? Tam še ni bilo te demokratizacije, ki se je zdaj zgodila. Da vsi vse lahko. Ja, ampak sta realno gledan, jaz mislim, da je Bizovičar hud tudi, v bistvu sem zmer zameril, ker je nek ta format naredil, kjer je kao on je čist nepripravljen, pa zine, kar hoče. Ja, to se mi zdi tako genialno, da sem bil prav jezen, kako pa zakvaglih on. Ampak on se pa ni, po mojem mnenju, ampak to je meni težko zdaj soda druga. Se vem, jaz nisem bojen, jaz čisto, jaz hočem bolj tako o miljeju govoriti, razumeš? No, lej, one dva sta bila huda, to je res. In dolg in pa skečal milijon, pa tudi ti so nenormalno. To noben zdaj ne postavil. Tudi jaz povem, jaz ti garantiram, da 10 let ni na sporedu sigurno primerljive oddaje. Da je ne bo. Ja, pa se ti se bilo nerealno na dolgi rok, neozdržno. Najbrž, ja. Nihče ne govori o legendah v svojem času. Čeprav mislim, da je recimo, da je nekdo, ki mi po starosti zelo blizu, je Jurij Zrnec. Jaz mislim, da je on v Hollywoodu, da bi bil noro uspešen. Če bi to šlo skozi, veš, vse veš, kaj je. Pač oni so vsi na meji, mislim pa podobno o temle Goranu Hrvačaninu, se pravi Gojko Ajkola. Ja. Jaz tudi mislim, da je on noro talentiran. Da je on meni nasleden Zrnec. Na to for. Ok, pa se. Res. No, ampak veš, se mi zdi, ta del mene zdaj zanima, a se ustvari ta ekosistem, ki se mi zdi, da v 90-ih ga ni bilo. Se mi zdi, da to je res zadnjih 10 let mogoče. Kjere sestavne dele imaš ekosistema? Jaz govorim samo o folku, ki probava te stvari delati, pa se imaš na neki opret, če si jih daj Američane videl. Ja. Veš, se strinjam, to je najbrž povezan tudi s tem s torrenti, Ja, pa YouTube na pol. Se pravi, zdaj mi vse vidimo, pa kakšne so variante, kako boš videl. Jaz se spomnim, ko je bila, ko smo mi na impro, oziroma šilo delali, je bilo to, ko se je neke SNL-e gledali na nekih sposobnih videokasetah. A veš, to je čist drugače, danes se zlodaš, ne? Ja, valjda. Ne, pa danes je res tako, danes lahko vsak doma, kadarče, a veš. Z minimalno truda. Znač, ja, včasih je pa to event, ne? Tako da je vsak, ki približen, ki je to začel gledati, po mojem rata v neki točki, se tu pa tudi jaz lahko, ne? Ja, ne. Ne, pa se hvala Bogu, ne, veš, to... Ja, zdaj veliko, škje pa največ zdaj folka, po mojem. Največja koncentracija je pa stoječi komedijant, ne? Ja, to je res. Tega je pa zdaj 6 milijonov jih je. Vsak ima 5 minut cajta. To je tudi, veš, to Pižan zmeraj meni reče. Reče, ja, prej smo pa 10 let, ne, s Kolebenco skakalno, se je bilo pa ene par, ne. A veš, pa se je probal to, kar si, takrat je bil Pablo Francisco in na stvari, ki so ljudje videli, ki je pokazal. In so vsi to bili, je pa poznam. Vse je dobro to, kar vi počnete. Ti poznaš, ne, če poznaš, pa vam mrš. Si prav predstavljam. Točno to, ne. Mogoče prevoditeljstvo tega celo ni to. Kva ni to. A tudi ti pridejo pa reči, da sem felon. Ne, zato, ker nihče ne gleda. Danes noben več nima televizije. Tako je, na morju, odkje si ti meni znam, YouTube pa na televiziji, zdaj na televiziji nimam.
Televizije ne gledam. Ne gledaš. Ja. Televizije ne gledam. To je nova črna. No, ampak, ok, to je le kakšen lep segue na YouTube. Ne. Jaz ne vem, pač ti na YouTube, ne, da greva lahko na YouTube. Ne. A ne veš, kaj segue, to ne morem. Jaz mislim, da segue mašina. To je cel joke, ni važno, ne bom ti to razlagal. Segue je drugače, ko greš iz enega bita na drug bit. Okay. Je pa ta povezovalni del je segue. Okay. Pa ne vem, kjer šel ima že to šalo, da vsakič, kdo meni segue, je zvok od unga. To se mi gre. To ni kje. No, okay, vsak dan neki noge. No. Ti pač meni na YouTubu delaš nekaj prav. Na YouTubu jaz skoraj nič ne delam. Poslušaj do konca. Tisti, kar imaš ti na svojem kanalu, je pač, in zelo šla na te vloge, ki si že spet nehal delati in ti zamerim. Ja, to te bom okaral, verjamem. Ampak ti si edini, vsaj to, kar sem jaz videl, pa včasih Godler pa Artač, tisti, kar je pač na netu. Zdaj govorim sam na netu, mene ne zanima, v katerih oddajah je bilo to na kjer. Jaz govorim o tizmu, ker lahko vidiš klip na netu. Ker se mi to tem pa praviš, to se mi zdi ful pomemben. Ampak ti imaš neki prav, da jaz ne vem, kaj prav delaš, ampak na vsakega sajta pač ti z montažo, razumeš, dosežeš neke stvari, ki jih jaz vnaprej ne bi znal pač sploh predvideti v svoji buči, ker pač z video to mi tako nimamo pravka. Ampak znaš, kaj imamo vprašanje? Pač kje si se ti to naučil? To je ena stvar. To vem, da je ful splošno, ampak kje si se naučil to delati? Ne vem, zdaj na kva konkretno, recimo. Fora je temu, da ti se mi zdi, da imaš pač feeling, da zadeve niso predolge, načeloma. Jaz verjamem, da tebi so predolge, pa ki še enkrat gledaš, kako vsak človek te stvari dela. Ampak se mi zdi, da ti ful malkrat si odjadral, vsaj to, kar sem jaz videl. Tako veš, da je neki 3 minute dolgo, mogel bi biti pa minuto 45, recimo. Se mi zdi, da to pač ti imaš, tako meni zgledaš zelo tak autokratski, po mojem ful van vržeš. Mogoče nimam prav, prav. Ta del me zanima. Kje se to naučil? Ali to prije, zdaj boš nekaj prišlo z leti, ko sem jih naredil toliko in toliko, sklepam, da bo to odgal. Ampak če je še kaj kle zapovedati. Zanimivo vprašanje. Veš kaj, ne vem, zdaj sem, tako kot sem ti že prej rekel, na štafeti mladosti sem se jaz začel učiti montaže. Prvo je bilo, da sem zmontiral ankete, kdaj sam, pa so me tudi grobo popravljali, ampak tam je bila še linearna montaža. Se pravi, tisti je bilo meni noro. Se pravi, jaz sem spisal si prej, kako bo, in tudi skeč je bil, v bistvu je bil narejen. In pa smo mi tak, in tako je bilo. In pa, ko si montiral za nazaj, si redko kaj spreminjal. Ampak to je bil meni, recimo, zmeraj najtežji del. Pa največ sem delal z enim kotom, Vikijem, ki zdaj čisto v drugem poslu. Ampak tukaj je bilo največ krega. Se pravi, koliko mulj si v oni mehni montažiranci, nič nimaš za pritiskati, nič ne moreš, vse je v njegovi. In pa je bilo to, kako šunga prepričal, in pa je bilo, pa daj mu reči to, ja, pizda priče ti, bo lažji dva skapa, veš, pa daj jaz vam zjutraj neki. V glavnem, to je bil vedno najtežji del, hkrati pa sem do danes, ali pa do zdaj končno poštekal, najpomembnejši, po mojem, montaže. Se to, ja. In ne vem, jaz sem začel v drugo, sem pač imel drugo kariero, ampak sem še enkrat potovati z punco, pa sem ta prvi dan kupil Meka, pa sem, Jonas je takrat imel že nek ta minuto na dan je delal. Ja, tisti. Meni s njim, da jaz sem, kva on, taka legenda dela tak bullshit. Razumeš? Ne bullshit, kako si on dovolj svoje ime. To spotakance, ampak je bil pa zame, hkrati to ena meni najbolj pomembnih, po mojem, v tej moderni zgodovini navdihov. Jaz sem si rekel, jaz bom vsak dan delal vlog, oziroma jaz bom delal vloge in če jih naredim vsak dan, imam lahko ta komp tudi naprej. Je upravičen lahko. Upravičen, se nekaj doma prodam, se ga zdaj lahko prodam zato, ker sem ga kupil. Ja, valjda. In pa sem dal full vlogu ven in nisem nikoli prodal tistega kompa. In je vmes je Jonas objavil enega namesto svojega. Aha, tako je bilo. In mi je bilo wow. In tam sem se učil montirati na iMoviju v pač v hotelčkih, v motelčkih zvečer, ki je bejba zaspala, sem pa skrbel. Lepa. In je vmes veliko krepa, kdaj ti pa kaj rata. In ne vem, zdaj sem zabluzil, sploh ti sem več odgovoril, sam malo sem dal
nekaj anekdot, ampak veš kak, če bi rekel, recimo, da delam bolj ali manj za ko so to naturščki, ali kako bi rekel, da vsi smo se priučili obrti. Nihče ni hodil v šolo, ni nobeni od nas hodil na grafat, nič tako. In zdi se mi najbolj pomemben skoraj, da si pri montaži vzamemo cajt, pa da probamo stvari. Ja. In zdaj ne vem, če ti ciljaš o tem, kaj govoriš, na vlog, vlog je pa še posebej imel njegov namen, pa smisel je bil biti nek R&D laboratorij. Aha, okay. Kjer bom jaz lahko naredil nekaj, naredim, probam, ne dela, fakit, dela super, lahko ponovimo tudi komu za denar, lahko tako. Tako da je tukaj je bil nek tak, da probamo. Jaz še zdaj, čeprav smo ti zdaj rekel, da je to dobro, pa tako, jaz še zdaj nisem, da ne znam, da ne vem. Razumeš, da ne bom jutri, da jaz še zdaj imam, ko smo zdaj enkrat kleka gledamo, je to ali ni, nikoli ne vem. No. Tako da ti ne znam dati odgovora, se pa nekako, recimo, da v ekipi me najbolj razjezi, zdaj sem že lepe slovenske besede uporabljal. Me razjezi to, da nekdo mi reče, ali to ne bo delovalo, to ne bo tako halo, stari moj 5 minut je, da mi pokaže, da probaš. Se pravi, veš, zdaj, jaz mislim, da je tehnološko največja razlika ni to, da imamo fotiče vsi, ampak je ta montaža, no? Da je ta, kako se reče, multilinearna. Ja. Da se da pač vse razkozi. Ti lahko to delaš. In koliko je MTV, kva je MTV imel že pred 10 let nazaj, kakšni so bili spoti, ampak se še zmer da nekaj novega, po mojem, odkriti. Tako da mene to fascinira, mene najbolj fascinira nekaj preprosto, nekaj, po mojem, da je tiste najboljš. Kat. Ja, vse. Ampak to je to ujetne, jaz ne vem, kje to začneš. Jaz tudi ne vem. Ne vem. To je meni čisto legit odgovor, jaz sem vprašal. Meni je kar tako, recimo, rad delam to, kar delam, recimo, da sem predvsem za nekega TV producenta, ne TV producenta, video producenta. Jaz mislim, da za to lahko služim ali pa ne vem, da tukaj imam največ, od tega imam največ, da sem to, da to delam, čeprav mi je to najbolj stresno, pa najbolj zoprna stvar, ker si v bistvu od začetka do konca, pa eni stvari, najljubše, daleč najljubše je, če si pokastan za kakšno reklamo greške in si samo un. Ampak še tam imam problem, ker jaz hočem tam že nekaj malo pomagati, da pa dobiš poglede. Ne. Ti imaš sem tam si in si. In če ti več ne rečemo, ti si, ampak to je najbolj tako cool, ker tam si malo in pol naslednji dan že pozabil na tisti in pa sem enkrat vidiš, kako je končen rezultat in boš, ok, dobro boš. Če bi mene poslušal. Ne, ja, to pa, viš, to pa ne. Jaz ne rečem zdaj, da bi to bilo, ampak ok, zanimivo, zdaj, a veš, vse najbolj so, oni stokrat to probali, pa je tako najbolj. No, jaz imam tudi ta feeling, da kaj enkrat imaš uvid, recimo, pa je zdaj saj za audio lahko rečemo, kaj imaš enkrat uvid cel ta produkcijski proces, je težko večino stvari, ki na koncu, če jih kdo drug dela, ki vam pridejo, vidiš, mogoče kdaj vidiš, kaj je šlo lahko narobe, ampak veš, to sem zato, ker je prišle pri tebi šlo to 17,000 narobe. Veš, kaj mislim? Pa nekaj opaziš, ja. Samo paziš, da bi bil pa tako, še na bajzer, kaj pa ti delaš, to pa jaz tudi nimam. Mi je ta delo in montaža to izbilo iz mene, da bi imel kakšen tako misel. Ja, jaz recimo lahko rečem, da mogoče mi je tudi zdaj mi je the best delati to na TV-ju. To mi je top. Pa sem bral neko to biografijo od Carsona, valjda, in on je, mislim, zdaj ne vem, sicer je njegov odvetnik, ki ga je na neki točki nogeral, tako da vprašanje, koliko je res tam not, pa koliko ni. Ampak je bilo v tem, da je Carson rekel, da sam ne mi nikoli nič pametovati okrog TV-ja. To jaz vem, nič mi nikoli okrog tega govoriti. Jaz to štekam. Viš, jaz ne vem, Jaz se skozi borim s tem, da vem in fucking vse vem in sem najbolj večji smart ass do tega, da grem iz lokala, kjer smo se pogovarjali in smo ali pa iz sestanka, da hodim tam,
Odkje pa zdaj, kako pa ti veš, da ti to veš? Ali se pravi, da je skozi fakt, kaj pa če ni tako? Tako da v meni je stalen ta strah. Pa se ta strah, mislim, da je posod prisoten. Jaz mislim, da vse te zadeve, ki so enkrat javne, se mi zdi, da ga ojačajo. Jaz mislim, da ta strah ima tudi ljudje, ki odprejo računovodstvo in imajo stranke in jim razlagajo, džabe, bum, bum, bum. Pogre pa dan, kaj sem jaz zdaj? Čakaj, sem jaz prav. Ja, točno to. Jaz mislim, da je to isto, samo da tam realno gledam ni čez 5 dni, recimo, pa čez en teden nekaj javno postavljen. Jaz mislim, da to samo to malo jača. Ampak ta impostor sindrom, se mi zdi, da je kar stvar, ki je konkretno prisotna. Ja, ne vem. To jaz upam, jaz tudi non-stop imam te pomisleke. Mislim, meni skozi to, veš, vse to malo tako, ko vsi iščemo nek ta magic pill. Najbolj noro je, ko neko knjigo How to make a deals happen. Nekaj ta jajca bereš in pol. To zdaj pa vem in zdaj bomo pa klepa jasno piše 5 korakov je in se bomo držali tega in ne bomo nikoli več znati zafrknili. Točno to. In pak ni, ne. Ker če bi bilo tako pol... Zdaj, ki si 5 korakov menil, še eno stvar. Zdaj, prej si rekel, to me je bilo zanimivo, da je vlog v bistvu nek laboratorij bil, oziroma zdaj ni več. Resmo, da je na pauzi. Da na pauzi, hibernira. Kako pa tam začneš? Mislim, imaš nek zveščič, ki si jih sploh pišeš? Če vidiš, da je neuspešno, to očitno ne gre. Ne? Ja, vem, ampak ne, hočem samo tako reči. Veš, jaz ne vem, jaz sem mogoče prekomeren respekt do videa. Ker se mi zdi, da pač, kar se da z zvočnimi posnetki delati, je ena stvar, tam je pa še video zrejane, pa to je ena tok ve. Ni sam še ena dimenzija, kot ljudje radi rečejo, ampak je ful globja. Se mi zdi, da video tok se eni stvari za sabo potegne v celi produkciji. Jaz sem ful respekt zmerno do tega. Aha. In pač, kako se ideja zgodi pri tebi? Pa koliko naprej že razmišljaš to, kar si rekel, že prej, ki si o formatih govoril, ko si rekel, za Slovenijo, pa da bi bilo pocen, pa da je penal, Se mi zdi, to sem tudi pri Goldnerju, ko sem z njim govoril po gruntu, isto Jonas, na kaj razmišlja, vi ka veste, jaz bom pa letel, zdaj bom posnel nekaj, kam letel, tega ni več, ta del me zanima, a si že toliko natreniran, da veš, do kje greš lahko, pa kako se znotraj tega zgodi. Vlog je bil, je tako bil sicer, da to je bilo so bili že neki poskusi. Nekaj sem hodil na Instagramu, veš kaj je, ful imam stvari imam, tako kot je v tej sobi ful enih stvari, najbrž tukaj je sicer nekaj robot, nekaj online store, ampak tako lepo v marah je pa zih 90% stvari, ki nikoli več se jih noben dotaknil. Ampak so tam in jaz sem hotel sfurati to, da bom oddajal to ven. Pa ni šlo, ampak pa sem pa bil enkrat en večer, sem bil velik fan samega Caseyja Neistata. To ne vem. Nek YouTube vloger, mislim, YouTuber je. YouTuber tako, da je uspešen, da sem že pa bral, da je težek, pač nek resen denar. Ja, se te ljudje služijo, se to najbolj. Ja, ampak je on tudi tako, reklame snimal, pa imel je produkcijsko, bil je producent nekega filma, ki je na Kanu bil. Aha, okej. Ampak je pa vse skupaj produktano, da boš sam pogledal, če koga zanima, Casey Neistat, lahko ne bereš. Ampak on je pa v neki točki začel vlog delati, pa sem skoraj prepričan, ja seveda, to je bilo v zvezi, tako sem jaz prišel na to, da jaz bom tudi vlog delal, ampak je drugačen. In pa sem o čem bi jaz lahko delal in pa sem jaz hitro začel, jaz sem si hotel narediti zelo, hotel sem si omejiti stvari, ker je pa lažje, A je? Ja, jaz mislim, da je. Jaz tudi mislim, da je. Jaz mislim, da je recimo tako, kar rok, do kdaj moraš narediti, to je brez tega bomo vsi pilali do konca nekaj. Ja, to je. Dokler nam vnače. Pa se ne neha. Se ne neha. In sem si hotel omejiti neke rubrike, dati, pa ne vem, vsakmu vlogu imel to, pa to, pa to, pa to in pa sem, vsak teden enega naredim in pa znotraj tega folk se navadi, nekaj folk ima rad neko to formo. To se tudi jaz strinjam. Cirko je bilo, Maša je isto. V Maši je zelo jasen razdeljen, kje bomo kdaj ostali, pa to in je to folk všeč. Znotraj tega magija dogaja. Tako, okay. Ampak je to padalo po prvem. Tako da sem si nekaj zapisal, o čem bom pa to, ampak za moje pojme je bil daleč najboljš tam, ker se nisem nič pripravljal, to je bil
z Godlerjem, ki je glih slučajno vse bil. Ja. In je bilo glih to, da se nisva videla neki in je bilo meni vrhunsko. To je najboljši YouTube posnetek, ki sem ga videl. Ja, meni je tudi zelo, meni je bilo, jaz sem gledal ta cel, zdaj ko ne to vse skup gor, je malo je vmes še vse nekega lufta, ki pač ne moramo zdaj vsem tem, to tudi kakšna stvar mora biti niči za ven. Pa sem imel pa full materijala, ker sem to je bil ta drug vlog, po mojem. Ja, mislim, da je. Ja. Sem imel full materijala, ker sem cel teden imel fotit sabo in sem snimal. In pol sem imel zmontiran že zvečer to v grobo, pa sem že pa neki ven, pa sem zjutraj prišel zgodaj nazaj v pisarno in sem se zbrisal in sem šel sem ti še posnet za vmes, da je presekali in je bilo... In ne vem, se pravi, bi rekel, da je več te... mislim... Da vlog bi moral biti manj strukturiran od prej, pa bolj nasproten. Ja. Več impra. Ne? Ampak to predvsem zaradi tega, ker se moraš časovno umiti. Ja, če bom jaz med tednom, če jaz preveč razmišljam o vlogu, kdo pa delal, zakaj me pa še kdo najel, da jaz za njegov, če ne razmišljam za njihov projekt, ampak sam za svoj. Ampak to, kar si lepo, za njihov projekt, to od česa živiš, ko delaš pač reklame in podobno. Koliko si se pa kleže navadil, ki je treba predstaviti ljudem pol na konc? Ker se mi zdi, da tako prej, ki so bili skeči, ok, bila recimo nacionalka, to zdaj, kar vem, ker sem se pripravil. Potem, pa YouTube je ena svoja žival teh svoje zadeve, pa to, kar si zgolj delal, recimo na zdaj sajta. Pa ste dali ven, pa rečeš, ljudje gledajo, ljudje ne gledajo, pač dosti hukersne. Kaj pa ta del kleke je pa, lepo. Ne, vedno je laž, jaz nikoli nisem tako, kaj bo pa bo. Ta vlog je bil mogoče prva stvar, ki je bilo, v bistvu ni važno, da ja gleda folk ali ne, vsem ti ni čisto vsem, pa ja, malo rabaš nek feedback od nekoga, ampak sicer pa jaz vse, kar sem dal ven, sem hotel, da je folk videl. Jaz sem sam ne uslišal, veš. Če kdo je enkrat dober prijal, da Janis Joplin nikoli ni hotela biti alternativka, veš. Ona je hotela biti mainstream, sem fakit ni ratar, ne. Ona je bila jezdna, ker ni stari, ne. Ampak to sem da v bistvu hotel vprašati, zato kaj te reklame, ki ti delaš, ne. Mislim tako, ki delaš za naročnike, za to stvari, ki so pa tudi po TV-ju. Ali še smislim? Ni toliko po TV-ju stvari. Une stvari, ki pridejo res na TV. Ja. Jih mi niti nikjer ne kažemo, niti nočemo govoriti o tem, da so na TV-ju. Ker ponad gre za neke zelo ad hoc TV reklame, ki jih na hitro treba narediti in težko ti rečeš, to smo zato naredili tako pa tako, ker bi mogli biti drugače tako, ker smo imeli tokšen pa tokšen budžet in tega pa nikjer ne kažemo, ko smo za TV naredili. Ne. No, pa kaj veš, ta razlika mora biti, ki je proper naročnik, veš, ki je naročnik, pa tam, ki ti delaš stvari. Ne. Ja. A veš, a si se navadil že na to, a veš tam, mislim, tudi sprejemati pol nazaj in feedback od naročnika, ne, pa pol moraš razlagati. Kaj, če sem se navadil, sem se mogel, sekle ni, a veš, se to je stari moj. Ko bi rad ti od mene, stari moj. Ko če sem se navadil, s takim porazom v glasu. Ja, to je, veš kaj je, ker sem jaz mislil, jaz sem pustil službo, zato, da bom sam svoj kralj, kaj se temu reče, kjer bullshit, se sam spremeni se, ne, sej poje pa pač vsaka stranka, s tem, da te ne rabi niti odpustiti, ne, sam ne pokličete naslednjič več. A veš, hujši je to staro, slabše. Mislim, da si odgovoril. To je privid samostojnosti, ali pa utvara, ne, kako sem se tam feedback naučil? Ja, veš, se mi zdi, da tako, kad ti delaš, ampak je nekaj narejen za to, da bo smešen, tudi če je pripoln na TV. To je najtežje. Ja, ne. To je moja najtežja stvar na svetu. Pa to me zanima, zato ker se mi zdi pol pri naročnikih, a veš, se mi zdi, da se to najlažje zgubi, ne, ker ljudje pridejo, pač mogoče nimajo tega feelinga, ampak če si se tam, kako se rekel, navadil, pa pač narediš, ker veš, da je to služba, ne. Ja, to je narobe, ne. To je recimo moj poraz po mojem, mislim, zdaj na nekem nivoju definitivno, ker se ti nehaš kregati, da bi nekaj moglo biti tako ali pa tako, ne, zdaj sem se znašla v nekih stvarih, ki jih tudi jaz, ki jih zelo ne štekam, ali pa ne vem, ali pa se iščem, zdaj pa razmišljam, pa tako, ne. Tako da zdaj ne bo marsikaj še bolj nepovezan, kot je bilo do zdaj, ampak tako je.
Recimo, da na začetku sem jaz pač se delal, da vse vem, ne? Ja. Da vse štekam, pa tudi z meni se res dela, da vse vem. Vse veš, okay. In sem dobil priložnosti, predvsem na Futuri oziroma Innovativu, sem kar sodalen delati stvari. Ampak je pa tako, pač kakšna tudi narata čista. Zdaj, če bi gledal tudi production-wise, je komedija ponavadi veliko bolj simpel narejena. Zrežiran pa tako. Ja, samo mora pa še zmerno bratati. Ne, to hočem reči, da je bolj zrežiran, ampak folk v marketingu ima pa rad spolirane stvari. Aha, ok. Tako da kle noter je skos malo trenja, bi jaz rekel, da ta TV mentaliteta 15-sekundnega spota, ki je noro, ki se svet, ki so lasje posvetljeni iz 6 vogalov, kjer je vse popolno, pa še joke, če lahko tam. YouTube pa jaz vidim, da je bolj content, da je mi vsebino, da je mi meča. S tem, da je mojem YouTube tudi zdaj na nekem, za Slovenijo je definitivno veliko zgubil, če me vprašaš, ker je pač ga Facebook dobesedno ven plunil. Ja. Ful bolj forsira Facebook videe, se pravi, bi mogel ti že znati prilagoditi malo te formate, da je vsaj na začetku brez sounda, ali pa da sound na začetku ni tako pomemben. Aha, valjda, ker je... A veš, to je treba zdaj že malo tako, In se mi zdi, da se tukaj noter smo se tudi mačkan, se vidim, da se malo lovimo spet, Da ni več sam joke, ampak je tudi veliko tega feel good, lepi posnetki in to. To pa, tako čisto iskreno, mene to knarajca. Me zanima to, kako bi kaj bilo hecen, ampak pa je pa spet, da veš, za nek velik brand se kar hiter je v to ne. Okay, pa tako, pa če ti zase delaš, kako veš, da je ratal, da je smešen? Ker ti to tam gledaš v montaži, ta 37,000. Guler mi je pač bil smešen. Ja, okay. Ampak tam je on smešen, veš. To ampak tako, za kakšne druge stvari, a veš, kakšen je ta barometer noter? Ker rečeš, tam je paratu, polkega, veš, ker ti ga toliko cajta manipulira. Jaz nisem rekel, da je tale rato. Še koz. 100 let, stari. Ne spomnim se, da sem na zadnji rekel tale paratov. Ne spomnim se, nikoli, jaz sem zmer malo razočaran. Kdaj pa pol daš ven? Kdaj pa rečeš, ok, dosti, ker imaš puka in daš ven, ok. Ja, v neki točki se veš, koliko lahko spremeniš, pa koliko ne moš. Jaz mislim, da vam vidim, koliko lahko naredimo, spremenimo. Ni, pač s kislim daš ven. Ne, stari je. Ne, ampak iskren, mislim, to me res zanima. Jaz nisem nikoli, mislim, valjda glumiš pol pred naročnikom. Tole me pa res ratar, ampak ni, Nikoli ne. Meni ni nikoli zares nič tako... Lahko je, da sem za Guderjem je bil hecen, stari mi je bil smešen. Jaz sem ga manj, to je ena redkih stvari, ki sem pa še fulkrat pogledal. Manj, da me je doma, da me je videla, da gledam, da sem mi prišla. Se gledaš. Ja, hva, se gledaš, če smešen. Ampak drugače pa ne vem, da bi... Bilo mi je, veš kaj mi je bilo hecen, čisto na začetku smo Vibor delali za Vibor. Tist mi je bilo, ampak tam tudi ne moram čisto ločiti, ali mi je bilo hudo, da je smešna, ali mi je bila Katja Buda v svoji vlogi tako genialna. Ja, pa sprinterji lahko sam tok narediš, se mislim, v smislu... Meni se drugače izdel kar cool, meni se izdel fajn, mi je bilo tako tak nek office style, da je bil... A pa si... To, office, to je meni zmerno zelo neugodno sprašovati. Ker angleški je meni najboljša stvar. Ja. Res, pa to zdaj čistko. To je najboljša stvar, ki je bila kadarkoli narejena za televizijo. Pač. Kar se mene tiče, kar se sitkoma tiče, kar se polurnega formata tiče, nič ni bilo boljš. Nič. Pa jaz sem dost videl, nisem vsega videl, tako da verjamem, da iz Čila je pa ena brutalna serija, ki je boljša, ampak iskren, pač ta angleški The Office od Gervaisa pa marčite, pač best thing ever, koliko je pa ta single camera, a veš ta fake documentary, style, kdaj si to najdel, tam tako vprašam? A si z Officeom, a si prej Spinal Tap videl? Videl sem Spinal Tap, skoraj mockumentary, pa spomnim se nekega filma, ki je Tim, kaj je ta, ki je v Urmu, ki je kaznenc tam, Tim,
Robbins špila v enem, ki je on nek senator, pa je tudi nek tak dokumentarij. Ja, na isto fora, ne vem. Ni toks, ni tisti bolj bizar, se mi zdi, da če biti, ne. Spinal Tap sem zaradi Jonasa, ne vem, kak je to on pokazal, ampak ne vem, kak je bilo, ampak tukaj sem videl, ampak definitivno z Officeom je to ratal mainstream, da je mi to, ne. Sam ti si anti-TV, ne, to je že 20 parkrat rekel, ne. The Office je tako, glede na vse, kar so prej delali, ne, tam nič prav ne delajo, ne, kar se TV-ja tiče. Sej tudi, jaz bi tudi rekel, da tudi Louis ni bil nikoli šolan montažer. Se vidim, da on to ve. Mislim, da on to ve. Ja, ampak delati, ne? Vse. Vem, sam prej naredil pa Puti Tang. Si ti videl ta film drugač? A črno-bel? Ne, ki je reper, ki nič ne govori, s Chrisom Rockom. Že to je najslabša stvar, ki sem videl. Ja, sem en njegov film kupil, ki je nekaj pol, da je nekaj ne vem kdaj naredil, pa ni da nikoli ven, pa kupam pa da. Ja, Louis C.K. pač. Ja, oh my god, 3 minute sem nisem gledal. Ja. 3 minute. On, razen Louisa, kar se igranih stvari tiče, ni nič dobrega naredil. Kaj ima še glede, to me pa zanima, ker si Office omenil, jaz pa zmeraj dobim tak soft spot. Pa tako, kar se serije tiče, pa da ti je bilo smešen. Dej 3 reči. 3 reči, ki so od Jucota. Ne morem, ker ne vem zdaj ti, ker bi mogel se pripraviti na to, ampak lahko ti jih povem tako malo sprot. Ne bova na 3 šla, bojo več pa malo razvijali. Okay. Ne, reči. Louis mi je hud, ne? Okay. Louis mi je hud, Curb Your Enthusiasm mi je hud. Ampak to zdaj govorijo o teh v mlajših, ne? Mislim, okay, ampak to je vse single camera, veš? Ja, ja, meni je to važen. Bil je 30 Rock, je tudi single camera. A veš? 30 Rock mi je bil, čeprav pisa se ne vem, če sem 30 Rock gledal tako, kot smo gledali Entourage'a, ne? Zdaj, ker bi rad bil tam. Ja, mogoče. A sem štekal te fore, ali sem hotel jaz mislim, da prvih par sezon je bilo res tako dober, pa mogoče ne. Ja. To, kva sem še kaj gledal. Meni je tudi Modern Family mi je bil single camera, da ste. Ja. Ampak Modern Family je spet kot reality že narejen. To je tudi res. Ja, podoben je kot Office. Ker govorijo. Sam, da je pač, ameriški Office je že kao single camera, ne? Okay. To je vse kao single camera. Ja, ok. 30 Rock je single camera. Ja. Tis pa ni, tis je kao single camera. To je res. Tako da te so... To sem zanimiv, da nisi mbene. Kaj bi rekel neki, kaj je multicam? Ki je dejansko nekaj studijskega. Se nema, so te fili, kaj je že tisti neki v Philadelphia, ti si single camera. Aha, tudi vse. A vidiš? Ne, to meni sem imel parati jaz France pa Seinfelda, pa to bilo meni vse jaz tu. Ampak se mi zdi, da tam je nekaj se je zgodili. Jaz mislim, da to je vse Office za neto. Realno gledanje vse Office. Office je bil 2001. Predtem se zihar je kaj bilo. Ampak iskren... veš kaj sem, Reno 911. Again, fake document. Ja, ti si čist, ja. Ti si tudi dober, ja. Najbolj pa tist, je bilo prej, ja, zaradi Dengla. Pa nimam zdaj brko. Ja, to je res, to je vse. Da pa je bil tist, Reno, ti si tudi staroval. Tam nekje, ja. Tam mogoče celo, ne vem, to pa zdaj ne vem, mogo pogledati. Vsi si nekaj komedi. No, ampak to mi je pa zanimivo, to mi je všeč, da tako izpostaviš. To so take nerdy zadeve iz TV-ja, ampak meni se to zdi ful važno, ker se mi zdi, da je neka druga senzibilnost pri teh šovih, ker mora biti, že zaradi kamere, ker ni posnet predstudijskih učinstv, ker ni 5 kamer, ker se ne igrava ena scena in potem 4 kadre. Kjer pa ni tudi nujno, da je vse smešen. Veliko več si dovolijo, da je kaj tudi sem bizarno. Ali pa... Ne, ampak jaz bi tako rekel, jaz bi to ne jemljem, kot da ni smešen, ampak kot da je, da ni posiljen smešen, realno gledam. Zato, ker ti ene frenze, tam noter so žovki, ki so čist nalepljeni noter vmes med nek iskren dialog. Tega je pri single cameri veliko manj, gre pa v čisti absurd. Drugač zdaj, če lahko ti dam en predlog, če ti bo 30 Rock kogarkoli v redu, zdaj ima Tina Fey na Netflixu me všel, The Unbreakable Kimi Schmidt, ki je pa premisa je epska. Kimi Schmidt. Premisa je pa to, da so 4 ženske bile zaprte v bunkerju 15 let, ker je en unaveške Utah, ki so v oblekah in po jih reše in gre v New York živeti.
Hudo, girls. Ne, ampak samo eno spremljaš v bistvu in ne se dogajajo stvari. No. Okay, To se splača pogledati. Ker recimo knjiga, ker sem zdaj malo knjige bral od teh, je od Tina Fey noro, da best, boljš. Ona ve, kaj dela. Ja, Pač ona res ve, kaj dela. Noro je, kot je meni SNL ni več smešen, že ne vem koliko cajta, ne. Tudi ne gledam. Ja, je pa noro, koliko enih ljudi vam prija, pa pol cool stvari počne, ne. Ker so bili tam, pa meni Tina Fey tam, lej, pa sem Ne, gledal. pa se ona ni glumica. Ja, ampak je poje bila, že največ poje, ki je bila Sarah Palin, pa to, ne, a veš. Ja, ampak to je, mislim, to je tako slučajno. Ja, to je, ampak prej se je tudi pojavila, je pa res, da ona je bila bolj writer, no, to je res. Prej je bil improvizator, to je bilo njej. Vse vsi pridejo, tam je ta sistem, ne, ki imaš v L-u, Second groundlinge, City, ne, pa pa Second City, ne, ja, to je to, ne. Ok, dej, to je že preveč naredi, pa zdaj gre na zadnje vprašanje, viš moja struktura, ne. Ja, to mi je tudi pa povedal, ali zdaj že vmis. Kako strukturiraš intervju? Tvoja strojna in programska oprema, to sem komi čakal. Kateri telefoni in računalniki imaš to? In tablico in kjer ga Kindla. Telefon je epski. Telefon je... Povaj. Ja, telefon je OnePlus One. Odlično. Telefon, ki sem ga jaz v monitorju priporočil. Zdaj ti boš rekel, da mogoče ni. V glavu, če imam kaj kle. Telefon je malo prevelik, mislim, kar prevelik za moje roke. Kot drugo je, mislim, da šele zdaj, kaj cirka pol leta ga imam, ne vem. Je šele zdaj z vsemi posodobitvami prišel v neko normalno fazo, da nima svojega lajfa. Okay. Poštekal sem, da ne sme biti v žepu monitor obrnen proti telesu, ker pa on to neki tače in je grozen in je vse narobe. V glavnem super telefon za 300 evrov. To je to? 350. 350. V Sloveniji realno še 350, da ga sprašam, ampak zdaj je ok, sem pa prej z iPhone 4S, ki mi ga je Google prodal, pršel in je nek ta user experience, ta nek droben, da dela, je tam boljš bil. No? Sem šel na slabš. To je pa Nexus vzel. Ja, je pa, ja, zdaj mi pametuješ. Je pa zdaj, ja, če je zdaj pa nov Nexus drag, ka svina. Ja, ta nov je pa, ja, ta nov je drag. Ja, pa lahko tudi iPhone kupam. Ka vendel delal. Ja. Se pravi, to je, sem pa hotel spet nazaj na Android, ker sem čist zlizan z Googlem. Ja, jaz zdaj, ok, prav, ved vse v meni. Sam, ka dela, pa res zdaj delaj. V glavnem... Računalnik imaš pa kaj, Maca? Ja, unga, še zmeram tega, ker sem ga v Kaliforniji kupil. Kaj, MacBook Pro? MacBook Pro, ja. 15-ka neka. Ne, 13. A 13-ka? A pa je lahko Air, ta velik Air, ta mal MacBook. Možno so bili Air, ampak ta prvi. 5 let, ne, še 5 let. Ne, pa bo MacBook, ta malo, 13-inčen MacBook. 13-inčen MacBook. Okay. No, ti pa, a ja, tablica imaš, imaš? Tablica je pač iPad, ker v tistem času, ko sem tablica kupoval, sem bil absolutno... Ja, imam pa še minija, MacBook, Mac mini. A ja, Mac mini imaš? Mac mini je za vse backupe je na drugi lokaciji kot pisarna in je pol tudi služi kot multimedijski center, ne. To je pametno. Ja, če zdaj naravno, pojem ne bi rabo več imeti niti. Pa kaj pa vem, pa eni si pa še kar nase kupujejo, veš, kaj sem. Ne vem, v glavnem, no, tako je prek nekih Dropboxov, pa to imamo pa milijon stvari. Pa se naš ne zgubi. Ja, ampak mislim, res se še nikoli nič ni, pa posod so time mašini, pa tako da vse je nagvišen. Drugače imamo iMac-e v produkciji, tablica je iPad, ne vem kva, ne vem koliko, 2 po mojem, iPad 2, ker so mi pa enega plunali nek na portugalskem, so nam mogli imeti. Zanimiv, v avtu je bil pa tudi Kindle, in se ga pa nihče ni... Kjer ga Kindle imaš? Kindle je pa touch, ta prvi touch. Ja, pol brez Paperwhite, ja, škoda. Ja, škoda, po noč ne moram brati. Ja, pol bejbo budiš, ko boš nič. Ja, kjera bida. Lej, pa lej, za epe, ne, te ne bom za videoprodukcijo sprašal, ne. Pri programskem in vsem. Nimam nič, že videoprodukcija je gor, na telefonu je GoPro, ki jo rabiš za handlet, pa za fotkat, ampak to je vse pederiranje tipa Instagrama. Ja, okay. To ne, jaz pač daj mi snapshot. Razumeš, ne, manj je večno. Kaj pa že uporabljaš?
kar se Apple tiče. Apple, da bom odprl. Lej, vedno, pač se pravim, kot sem povedal, sem zlizan z Googlom, tako da Google Drive imam 2 userja, pa razdeljen live noter. Zdaj sem začel zaradi migracije, sem se rabo neke novce, hitre sem Keep vzel. En cajta so me OnePlus nagovoril, da bi kar Hangout smel za SMS-e. Najslabša odločitev. Kjer je bedna. Ja, a imaš le tega Google Messengerja? Ja, navaden Messenger. Ja. Messenger, tiska sam Messenger piše, to je od Google, to je najboljši. Ne, ta Messenger. A ja, ne, ti imaš tega? Ja, to je ta. Messagi so pač. To je najboljši app za SMS, se strinjam. Nehite mi, prosim. To res, veš kaj, tudi iPad imam nekaj app. Veš kaj je the best, sta najbolj simple aplikacija. Je si podjetje, neka iber stara, kjer imaš samo listek davčno pa podatke. Ki je treba pogledati, da lahko kažeš. To mi je genialno. Zakaj več ni takih aplikacij? Da bi lahko sam neke widgete delal. Ja, valjda. To vedno je pač vreme, to je klasika. Tukaj so neki kamera, pa to dosti brez. Google Foto sem odkril. Najboljša stvar, ever. Se pravi, škaj je to, zdaj sem sred migracije 600 milijonov gigaton fotk. A zdaj uploadaš. Uploadam, ne vem. Vidim prav, jaz bom isto naredil. In čistem iPhoto nikoli več se ne sme odpreti. Zanima me, če se ga da zbrisati. Dvomam, ampak ja, ok. Dobro bi bilo. Kindle mi je the best, se pravi, kjerkoli se ujamem, sem sred knjige the best, pišem prej. Trudim se s Snapchatom. A imaš Godlerja na Snapchatu? Mislim, da ga nijem. On je vrhunski na Snapchatu. Viš, njega moram. On me uničuje me. Jaz preki probam biti smešen, pa mu pošljem, pa nazaj dobim take stvari, ki jih ni zraven. Ampak vidva se med sabo. Med sabo. Viš, to sem jaz recimo zelo težko četam s komarkoli. Pa se klej kul, ki je sam slika, veš. Ja, mogoče to, viš. No, ne vem, to je meni težko, jaz bolj stories me zanima. Ja. Pač skle so vajni, pa Instagram po mojem še zmer drkam, pa Tumblr gledam neke soft porn po mojem. Res pač neke lepe fotke. Art slike bomo rekli temu. To kaj ni, da nisi zjeban, da bi si zdaj mogel na roke vršt, ampak ok, to pa je kao LinkedIn. Samo zato je, da dobiš, da to je nekdo dal, da dodaš nazaj. Jaz ne vem, kjero fotko imam. Ne odpiram več do slike. Mi je pa cool to, tele stvari, TripAdvisor pa to. Pa če greš kam, pol zlodaš, če je kaj konkretnega iz unga mesta. Se pravi to. Zdaj sem nekaj natesnil, sem šel Google Play. Sem kukene $6 na mesec. Ja, mislim, da je visoka. Kaj ti praviš na to? Meni so vse kul, jaz če že poslušam podcaste in pol sem probal un free trial, pa nisem renewal, veš. Ja, ker ne poslušam toliko muzike, jaz poslušam muziko, poslušam reš pa val, a veš, tako v avtu, da reš pa podcaste poslušam. Jaz sem toliko temu, da res nimam tako da zdaj moram pa imeti celo zbirko vse glasbe na tem svetu na telefonu, res vse mi je, tako da ful nimam nekega odnosa do tega. Ja. To je fora, ne. Ja, meni še mu to, ker pa imam fakt, če mi bo porabil prenos. Ja, dejta, ne more. To še zem, valjda, ne. Pa neki kle trola, čeprav se zdaj že 100 let nisem z busom, kaj si tak z biciklom furam. Ja, bicikl zmaga. Imam tudi TeamViewer, pa ne vem, kolikrat sem zares jaz pa kar parkrat čekiral svoj komp pol doma. Evernote mislim, da je nehal, ne. Ne vem, da sem ga nazadnje, sem neki to si jaz hranjeval ideje. Zdaj imaš Keep. Zdaj imam Keep, ja, čeprav to je kurc nek. Zdaj imam že na 6 koncih vse. To je najslabša stvar, možda da vse v enega. Ja, in pa vsakič, ko nekaj nogo odkriješ, zdaj, najprej klebom pa zares. Migracijo sem, pa vse te stare sem, pa te pa se da vozati, ali ne, fuck you. To in mojem, da sva gledam nek, se pravi neki Framelabs, pa neki tukaj zaresniti. Vine, po mojem, vsake toliko čekiram. SoundCloud, sem tudi nekda, sem na zadnje. Sem imel pa na iPhonu, mi je bil pa Jamie Oliver, Jamie Oliver, ti sem rad, mi je bil the best one. Ful dobro mi je app narejen, pa mislim, da je kle ni isti. Aha, ok. Ful dober za idiot proof, res. Za jest. Ja. Recepti. Tako dobro je narejen, cak pogledaš, kje si po korakih. Ok, bom najdel. Legit. Za link.
Zdaj pa zadnje vprašanje. Ena fizična stvar, ki si jo imel, mogoče jo nimaš več, mogoče jo še imaš, ki misliš, da je bila narejena za te. Jaz sem na višjem nivoju. Ampak mora biti fizična stvar, ne smem biti človek. Vesta, ne, to je kolo pa smučke. Okay. Ja. Kolo, jaz mislim, jaz bi rekel, da je kolo. No. Kolo kot bicikl. Jaz mislim, da je to največji izum človeštva. Okay, to so okay. Fizični, ne? Ja. Vse mislim, da jaz bi kar rekel, da je eno. A ni neka teorija, da je Južna Amerika, mislim, da Amerika ni imela kolesa. A ja, to pa ne vem. Da se zdaj zabluzim, ti ne veš, pa bloh ostane. Ja, sem nek slišal. Ne vem, no, in da je to tudi ena večjih razlik bila kulturna. In pazi to, ne, zdaj ne vem, če veš, ampak če se imaš za Ljubljančana ali pa Marostarja, si lastnik najstarejšega kolesa. Veš to? Ja, sem videl, ko so najdel. Stari moj najstarejše kolo. Vem, sem videl. Na svetu. Ja. Nikjer ni bilo prej kolesa. To je to. Fuck that, stari. Ti, če so že prej. Ne, sej ne rečem, sej resno, sej to imaš prav. Ja. Muske je še hujš, ker človek je hotel prijeti sem, kaj je tam neki, par muski pa what the fuck. Ne, je pa še je boljše. Ja. Ampak zame pač, ker nisem toliko z musko, bi rekel, da kolo je kar, da še kaj bi rekel, pri onih smučkah so mi tudi hude, sam je problem gondola. Zakaj? Mislim, why the fuck, stari, a to je zdaj tvoj šport. Klej bomo, škamo pa klenali, klene bomo dali pa gondole, to star. Zakaj pa gondole, da so dol vozili, zakaj pa ne mogo sami goriti ta moment cele te industrije. Čeprav sem bil včeraj, naprimer, na Peci, kjer je pač gondola, ki te zgor vozi in se s kolesom pa dol voziš. Priznam, sem del tega krepa, ampak... Okay, če bom kaj vzel od tega pogovora, je to, da si ti ful anti-gondola. Ne, pa sem ful smučal, ampak zdaj pa se začel sprašati, čak malo. Čak, kva? Tam bomo dali gor in pa bo folk prišel gor in bo pil kavo za 5 evrov. Ej, če je pa treba gor pripejati z gondolo. Yeah. Zato je dražje. Ej, kar si bil v aparatusu? Wow. A ja, še to, a sem prvi, ki je prosil, da pride. Si prosil. Zdaj, jo, zakaj? Kdaš pa... Saj sem rekel. Zdravo že. Polka si začel. Že, kje si? Jože, zdaj sem glih, zdaj pa ne me klicati več. Ne, sej, veš kaj, rekel sem, da moraš prijeti, polka so začeli oni messagi sred noči. Ja, ok, bom le zdaj polet, je res full man folka. To si mi pa res rekel. Vsi so na ko sem te klical, a zdaj so vsi na dopustu, zdaj sem pa dosti dober. Ja. Res je. Ja, tako je. Najlepša hvala, ki si se zdaj. Hvala tebi, ki si se spomnil name. Samo celo. Čaj, zdaj naprej greš, moraš še dotakniti tretjič pod mizo. Evo, to je to. Ajde, čau. Adijo. Tole je bila 106. epizoda Aparatusa. Jožeta najdete na Twitterju pod @jocohud, pa slače se ga tudi na YouTubeu najdete, pa se naročite na njegov kanal, tudi če tam Jocohud posrčate, ga boste takoj najdel, pa res pogledajte vlog številka 2 z Godlerjem. Jaz ga na vsake dojcajte pogledam in umiram od smeha. Jaz sem na Twitterju @zet, tako da mi lahko tam težite, dajte kakšno oceno Aparatusu v iTunesih, pejte pogledati, če je kakšen podcast, ki ga ima mreža Aparatus, to naredite tako, da greste na aparatus.si. Drugače pa tako, kot vedno, še enkrat ful hvala unim, ki podpirate Aparatus, pa unim, ki ga še boste, če to hočete narediti, pejte pa na aparatus.si/podpri. Hvala, ker ste poslušali, to je do naslednjič to, zdaj govorim tako le malo v taktu, ali kako se temu reče. Čau.